Tako, dober večer še enkrat. Bomo rajši še enkrat pričela, zato da smo sigurni, da vse lepo deluje. Dobrodošli, en lep, malo poznejši poletni večer je. Odločila sem se, da naredim eno posebno različico mojega magičnega uvoda v eterična olja, ki je primeren seveda tudi času. Tako da dobrodošli vsi. Moje ime je Maja Čebašek, sem kreatorka drobnih dnevnih ritualov v okviru svojega bloga zavserdom.si. Predvsem pa sem dolgoletna uporabnica eteričnih olj, tudi svetovalka. Pravzaprav je dotera moja pot pričela, ko sem se pripravljala za naravni porod s mojo prvo punčko. In tako sem tudi spoznala drugo vrednost eteričnih olj kot le odišavljanje prostora. Tako da se je takrat začelo moje raziskovanje, kaj pravzaprav sploh pomeni eno kvalitetno eterično olje, ker iskreno in roko na srce, tako kot ponavadi na trgu ali na policah vse piše, da je bio, da je eko, sem kmalu videla oziroma pač seveda takrat podvomila, da je vse tako, kot pač podjetja pišejo. Tako da sem tudi za to mojo dišečo pot, čisto tako za domačo uporabo, zato da bi imeli nad vsega roke nekaj, kar je naravno, kar seveda je lahko moje orodje, zato da se kot bodoča mamica tudi znajdem pravzaprav v varnih okvirih, kjer bom vedno našla neko rešitev in seveda, da imam poleg uradne medicine tudi sama pravzaprav nek način in znanje, da lahko mogoče z nekimi pravzaprav starimi tradicijami, kjer narava ve najbolje, kaj je dobro za zdravje, najdem tudi za nas, pravzaprav za sebe in za moje domače pač neke naravne rešitve. In zdaj smo tukaj, 7 let kasneje. Tako da piše se poletje 2021, moja pot se je pričela maja pred 7 leti, kar ne morem verjeti, kam so ta leta odbrzela. In vem, da ste že velikokrat nekateri, sploh te, ki ste že dlje časa v aromah, v potovanju in raziskovanju moči čistih in naravnih eteričnih olj, sploh ko pride do dotere. Ampak se mi zdi, da vedno znova vseeno na terenu ali pa tako na svetovanjih 1 na 1 z vami opažam, da je še vedno prostor, da raziščemo eterična olja, čiste osnove, kako jih uporabljati, uporaba v aromatičen namen, uporaba topično na koži, rečenje in potem tudi, kar se tiče prehranskih dopolnil in uporabe predvsem citrusov v aromakulinariki. Tako da bom kar tukajle pričela, sprehodila vas bom praktično čez osnovnih 10 olj, imam pa tukajle, če bi vi videli, kaj vse imam na svoji mizi v pisarni, pravzaprav vse izdelke, oziroma tiste glavne izdelke, ki jih dotera ponuja, ker dotera seveda niso le eterična olja, čeprav je to tisto, kar nas ponavadi pripelje tudi do same dotere. Potem pa dejansko ostajamo in raziskujemo in v bistvu celostno pomagamo sebi čisto na vsakodnevni ravni z drobnimi dnevnimi rituali, kot jim rada rečem. In pač res imamo še ogromno stvari, tako da en kanček tega bi vam danes rada pokazala. Da gremo kar k stvari. V rokah držim eterično olje pomaranče. Pomarančo, ko jo odpreš, je meni, kot da bi vdahnil ves čar in veselje življenja. Vedno znova pač tudi prikliče tisto občutek lupljenja ene bio pomaranče, tiste take, ki smo jo včasih še iz Italije dobili, ki je imela še zelene listke gor, kar se da seveda danes že dobiti tukaj, ampak če se pravzaprav poistovetim s tem, me odpelje v moje otroštvo. In to je v bistvu nekaj najbolj neverjetnega, da eterično olje, že s tem, ko ga pogonjamo, dejansko pol minute zaradi čiste ene naravne kemijske poti, ko lokalni živec ponese to informacijo vse do starega, najstarejšega limbičnega dela možganov. Enostavno povedano, to je tam, kjer domuje naš instinkt, kjer domuje pri otročkih trma, tam, kjer v bistvu se uravnavajo, oziroma tam se uravnavajo naši hormoni, predvsem nezavedni procesi v telesu, od dihanja, peristaltike, utripa srca in vse take stvari. In pomislite, da lahko nekaj tako naravnega v 20-30 sekundah že vpliva na tisti del, samo s tem, ko jaz odprem stekleničko in to pogonjam. In v bistvu zdaj sem vam že predstavila ta prvi aromatični učinek na nas, ki ima učinek na ne samo naša čustva oziroma dolgotrajnejše razpoloženje, če to uporabljamo ves dan, lahko vplivamo tudi na razpoloženje.
In potem na drugi strani tudi na naš dušni del, na naš seveda tudi umski del. Recimo, če bi bila v mojih rokah zdaj poprova meta, bi se mi kar zbistrile misli in je res, kot ti rada rečem, ena taka eterična kava. Potem na drugi strani pa seveda lahko vpliva tudi na naše fizično telo in na naše telesne sisteme. Tako da eterična olja, nekaj, kar rastline nosijo v sebi, v svojih delih, včasih v sadežih, kot pri citrusih v lupinici, ponekod v cvetovih, pri drevesih iz korice, včasih iz lesa, iz listov, iz plodov, dejansko to esenco potem z različnimi procesi potegnemo ven in dobimo v bistvu ponavadi v procesu, radi rečemo, tisti spodnji del, ki ga poznamo širše kot rožna voda oziroma bolj natančno bi temu lahko rekli hidrolat, ki je kot nek postranski produkt, medtem ko tisto glavno, čisto na vrhu, kar ponavadi plava, ker je v večini res lažje kot voda, pa je eterično olje. In to je tisto, kar dobimo v naše stekleničke in v bistvu je en tak, bom rekla, zelo močan del narave, ki jo je ustvarila za rastline zgolj zato, da se zaščitijo pred naravnimi vplivi, kot je mogoče dolgotrajna vročina, če v takem okolju živijo, na drugi strani mogoče pred dolgotrajnimi nalivi, če v takem okolju živijo, ali pa nasploh zato in največkrat zato, da privlačijo opraševalce, predvsem seveda tukaj mislim čebele. Tako da enostavno povedano, res dobimo hormone rastline, v naše stekleničke. In seveda so ponavadi to koncentrirane stvari, z izjemo, ko govorimo o citrusih. Recimo ena kapljica destilata, kot je poprova meta, ima moč v sebi 28 skodelic, približno 28 skodelic čaja poprove mete. Medtem ko govorim o citrusih, ki jih doma največkrat radi izrabljamo v kulinariki, tako kot bi naribali lupinico bio pomaranče ali pa če bi imeli limono bio limone, za potico, za ostale stvari, dejansko res je to proces, kjer se iztiska iz skorjice samega citrusa ven približno 5 do 6 kapljic pri limoni, da imate občutek. In to je moč ene limone. Torej, to je 1:1 v naravi, ko govorimo o citrusih. Slišala sem pred dnevi, da je nekdo rekel, joj, pa a bi čistila tudi pili. Namreč z eteričnimi olji lahko tudi čistimo. Res odlična za odstranjevanje madežev, za odstranjevanje maščob. In moj odgovor je sledeč. In je v bistvu popolnoma naravni zdrave kmečke pameti. Tudi kis, soda bikarbona in eterično olje citrusov, če imamo v rokah veterina, ki so naravna in čista in seveda iztiskana iz organsko vzgojenih rastlin in sadežev, dejansko seveda z njimi lahko tudi čistimo. Seveda pa tudi pri potici naribamo eno lupinico, ene limone noter in tako lahko dodamo namesto tega kar 5 do 6 kapljic eteričnega olja limone, ali pa to pripravimo v limonadi, kot bi dali rezinico limonine skorjice skupaj z mesom tudi noter v limonado. Tako da seveda z par napotki varne uporabe, ki ni nič drugega kot res preprosta zdrava kmečka pamet, dejansko lahko res izredno izkoristite eterična olja citrusov, kakršna je tudi pomaranča, za res tudi te namene. Ena stvar, ki jo res želim še povedati, predno se poslovim od pomaranče in grem naprej, je, da tako kot vsaka steklenička posamičnega eteričnega olja, zdaj upam, da se tole tukaj na kamerci vidi, vsebuje eterično olje pomaranče spodaj eno številko. doTERRA. O tem sem tudi želela spregovoriti danes. Zakaj je doTERRA tako drugačna? Drugačna je ravno zaradi tega, ker ko ti greš na splet, ponavadi pri eteričnih oljih najdeš poplavo in vsi so najboljši, vsaj tako govorijo. Ampak laboratorijske, seveda neodvisne raziskave kažejo tudi v Evropi, da je veliko eteričnih olj ponarejenih. Zakaj, se verjetno vprašate, kot sem se jaz? Odgovor je sila preprost, kot pri večini stvareh. Denar je sveta vladar, tako da se večina ponarejanja res zgodi iz tega vzgiba, kar pomeni, da če letina ni dobra, pomeni ponavadi, da ni bilo konstantnega vremena, seveda na področju, kjer rastlina doma, zato da ima tudi rodno grudo in vse potrebna hranila, ki potrebuje, da dobi svojo najboljšo naravno kemijsko osnovo, ki se potem pretvori v eterično olje. In seveda, če se to zgodi, velikokrat, bom rekla, prefinjeni, predvsem posredniki, ki so povezani s ponarejevalci, ali noter to največkrat naredijo, infiltrirajo cenejše eterično olje ali pa komponento iz cenejšega eteričnega olja in vse skupaj zamešajo, zmešajo
In tudi zelo dobri laboratoriji težko najdejo, kaj je ponarejeno, ker dejansko je treba, oziroma iskreno povedano, kot pri čisto vsem, ne samo pri eteričnih oljih, so ponarevalci vedno korak pred tistimi, ki pač mogoče to raziskujejo. Tako da doTERRA je pravzaprav zrasla zaradi tega razloga leta 2008, ko se je zgodba doTERRE pričela v času ameriške krize. No, seveda je postala ta tudi svetovna, ampak želim vam povedati, da ta globoka misija, ki jo pravzaprav tudi sama živim in čutim, in to je pač nekaj, kar neverjetno res sovpada z mojimi vrednotami v življenju, z pravičnostjo, iskrenostjo, z velikim čutom do sočloveka, s čuječnostjo in seveda tudi z dobrodelnostjo, torej daj naprej tisto, kar ti zlahka, ker veš, da lahko nekomu lahko zelo pomaga, če sam tega ali ne zna ali ne zmore. In dejansko so ustanovniki leta 2008 ustanovili podjetje in sicer imajo to še vedno napisano v svoji izjavi oziroma misiji, da želijo v čim več domov oziroma če bi se le dalo v vsak dom pripeljati naša najkvalitetnejša in najbolj čista in testirana olja z namenom, da je noter, oni rečejo v angleščini healer, ponavadi iskreno je to čisto iz bioloških in arhetipskih vzgibov ženska, ker ženske, če gremo res v prazgodovino, smo nabiralke res z globoko namero in pač to je res v nas, da imamo občutek, kaj določena rastlina lahko pripelje. Tako da, kot sem rekla, eterična olja res močno vplivajo na naš dušni in čustveni sistem. Tako da dejansko je doTERRA želela to narediti, ker če bo ženska v družini lahko pomagala sebi in bližnjim, bo seveda to širila naprej kot znanje in seveda kot dobro svojo lahkotno moč, zato da potem vse lahko lepše teče. Vem, da se sliši to predvsem, velikokrat boste rekli, tole je kar neko sanjaštvo, ampak vam povem eno res noro dobro dejstvo v velikih podjetjih. doTERRA je velika. doTERRA je trenutno največji proizvodnik eteričnih olj, kar seveda pomeni, da jih sledi veliko ponarejevalcev, ki želijo doseči podobno in je težko, ker je naš proces predrag, da bi ga res vsi lahko sledili, ker se upošteva pravilo, da smo pravični na eni in drugi strani stekleničke. Kaj s tem mislim? Da se seveda zelo, zelo veliko energije, časa in organizacije vpelje v to, da se dobi kmeta na avtohtonem področju rastline, da se ga izobrazi, da po, bom rekla, večjem povpraševanju tudi vklopi potem zraven več kmetov, po enakem principu, da imamo isto kvaliteto, da se vsak kmet, ki pripelje svojo žetev, dejansko enakovredno potem plačuje kot vse ostale. Večina sistemov je že tako, tudi v Keniji, recimo, kjer imamo kar nekaj rastišč avtohtonih rastlin, se dejansko takoj plačilo izvede njim. Namreč v svetu eteričnih olj morate vedeti, da je ogromno problematike, pa enako bi bilo, če bi šli na področje oblačil, kjer se na Kitajskem večina izdeluje, velikokrat seveda s strani otrok, in to nikoli ne pomisliš, ko nekaj poceni kupiš, si sam mogoče v prvi fazi vesel, da si nekaj ugodnega dobil, ampak se mi zdi, da moramo res velikokrat imeti v glavi ta večji pogled, da je fajn, da smo pravični in iskreni tudi do sebe, tudi če želimo dober izdelek, želimo tudi vedeti, da je na drugi strani nekdo bil za to dobro poplačan, ker to je velika problematika tudi v proizvodnji eteričnih olj in to je doTERRA želela res spremeniti. Cela ta metoda, ki vam jo opisujem, se imenuje co-impact sourcing, to se pravi vzajemno vplivanje in povsod v dobro namero, tako za tistega, ki dobi stekleničko, kot sem jaz, uporabnik, ali na drugi strani tudi tisti, ki to izdeluje. Enako z destilerji in to je meni nekaj res najpomembnejšega in res morate vedeti, jaz tisti, ki me poznate, to že veste, tisti, ki mi še ne, jaz sem res ena tistih oseb, ki pač moram biti v srčiko vseh stvari in se tisočkrat prepričati, preden se za kaj odločam. In doTERRA me vedno znova v svojih dejanjih in besedah, ki so popolnoma skladne, res navdušuje v tem in si želim, da bi bilo čim več podjetij še prisotnih na tak način, da bi imeli res tako visoko moralno, etično namero, kam želijo iti. Še par stvari vam bom povedala in tle se res vedno porada nadalje ustavim, vem, da mogoče ste pričakovali takoj samo o eteričnih oljih, tudi do tega pridemo. V glavnem, v večini velikih podjetij ustanovniki sčasoma zginejo ali pa kupijo velik delež firme tudi v bistvu investitorji
In dejansko ponovadi tisti ustanovnik niti nima več kaj velike besede, ker pač je beseda ponovadi in bom rekla usmeritev podjetja v rokah tistega, ki pač ima večji delež podjetja. In pri doTERRi tudi, za razliko v ostalih podjetjih, so ustanovniki še vedno v ospredju, so še vedno samo človek in meni je to nekaj norega, da so tako dostopni, da se tudi na dogodkih, ko se vidimo, lahko pač res pogovarjamo, tako kot pač se jaz z vami zdaj na tak način pač online pogovarjam, dejansko pač jih lahko vprašate vse in so tudi zelo, zelo dovzetni za naše poglede, za naše želje in velikokrat moramo priznati tudi mi, ki smo svetovalci, naša mnenja in v bistvu bom rekla, vsa doživetja na trgu vplivajo tudi na nadaljnji razvoj podjetja, ker pač res gledamo vsi za skupno dobro. No, in všeč mi je, da ni na prvem mestu zaslužek, všeč mi je, da je na prvem mestu človek, ljudje, odnosi in seveda kvaliteten proizvod. In pridemo zdaj še do kvalitetnega proizvoda. Ena stvar, ki sem jo jaz res dolgo časa raziskovala, sem to sploh nagruntala, ker toliko ne piše na prvih straneh. Ko govorimo o certifikatih, vam povem, doTERRA nima svojega certifikata. Imate pa na vsakem trgu, kot evropskem, certifikate. Ponavadi so tako kot v Evropi razdeljeni na dva dela. En je tak, ki je naraven, ampak dovoljuje recimo tam do 5% tudi nenaravnih stvari. Ponavadi so to ojačevalci, arome recimo, da sivka še bolj po sivki diši, to se pravi nekaj sintetičnega dodajo, ali pa na drugi strani dovoljuje, da se dodaja tudi še kaj drugega, ampak da mora biti tistih približno do 5% v naravni obliki. Tako da noter dobite lahko tudi drugo eterično olje, čeprav piše 100% sivka, je lahko noter še kaj drugega, kar ni naravno prišlo strani sivke. In tukaj imamo, tako kot v večini stvari, tako kot če bi biožemljico kupila ali pa na drugi strani biolazanjo, nikoli nimam res te sledljivosti do vira, iz kje je kakšna sestavina. In to je pri doTERRi tisto, kar mene res fascinira, se pravi, še enkrat poudarjam, bi si želela, da bi bilo več takih podjetij, da se res obdrži sled do samega vira. In sami, torej doTERRA, označujemo to s CPTG, kar pomeni čista, testirana, to se pravi naravna, čista olja. Certified, CPTG, Pure Certified Tested Essential Oils, kar pomeni, ja, ravno to, kar sem zdaj povedala. V glavnem, ena misel mi je še ušla, sigurno se jo spomnim tekom samega današnjega večernega srečanja, takole online. Zdaj pa bi šla mogoče še zadnjo srčno noto, ki sem želela pokazati. To se pravi, zdaj veste, da na source2u.com najdete celoten kemijski zapis za točno to serijo in to je ta sledljivost, ki sem jo zdaj omenjala. Za to moje olje in vsakič naslednjič, ko bom dobila novo pomarančo, bo seveda z nove serije in imam cel kemijski del analize tam, čeprav jaz nisem kemik in me ne zanima v detajle, ampak vsaki aromaterapevt ali kemik je pa na tem popolnoma navdušen, ker doslej tega tako transparentno do ljudi, kot v neki taki spletni banki, ne dela nihče, ker je enostavno vse skupaj predrago. Še ena stvar, ki mene navdušuje pri doTERRi in tukaj že pridem do eteričnih olj, v rokah imam frankincense, pa ga bom tudi že zdaj tudi po malem predstavila. Ampak glejte, tale frankincense je zelo drugačen, kot ga sicer poznate. Tale je prav poseben, ker sem ga dobila za darilo z ostalimi najuspešnejšimi leta 2019 v največji evropski doTERRA destilarni Setere, kamor se pripeljejo te kapljice smole frankincensa iz Somalije. In dejansko v bistvu je res poseben. Kar je najbolj pomembno, vam želim povedati, da doTERRA si vedno želi, ko je na mestu, kjer se eterično olje pridobiva, in to je velikokrat v deželah tretjega sveta, da imamo tam močan vpliv. To je velikokrat tudi razlog, zakaj vpeljemo nek nov trg. Lep primer, Albanija, ki se bo zdaj vpeljala, ravnokar smo prišli iz Črne gore in to je popolnoma sveža novica, ki jo z vami delim. Zato, da se bo na lokalno ljudstvo vplivalo, ker tam je tudi veliko nepravičnih plačil ali pa popolnoma tudi neplačil, sploh ko pride do Laškega smilja, tako da kmeti, ker sami že hodijo k doTERRi in dejansko so v čakalnih vrstah, da bi delali, ker bi dobili večje plačilo in redno plačilo za svojo žetev. In enako recimo Moldavija, ki se zdaj odpira. Tako da pač res spreminjamo svet s kapljico po kapljico, kot radi rečemo, čeprav vem, da se to sliši tako izpeto. In s tem, ko spreminjamo, velikokrat tudi pomagamo v deželah, kjer je kaj naravnega, ker pride kot težava, recimo kot je nepalski potres 2015 ali kot je recimo hurikan na Haitiju.
potrebo po pitni vodi na Haitiju, pa se lokalni skupnosti vedno pristopi in priskoči na pomoč. Enako v Somaliji za porodnišnico, bolnišnico, pač to so res konci, ki nimajo nobene infrastrukture in velikokrat vplivamo, in tle si res za primer Somalije res pogumno upam reči, da smo vplivali celo na državni ravni in v bistvu doTERRA je tista, ki je sklenila zelo lepe pogoje dela in tudi nov pogled v to problematiko direktno s tamkajšnjo vlado. Tako da pač res, ko imate v rokah doTERRO, želim, da res čutite, kakšno moč imate v rokah in kaj vse pride. Če bi radi tudi pomagali direktno, brez posrednikov preko doTERRIne neprofitne organizacije Healing Hands, si lahko vzamete tudi tale vrtnični losjon, katerega znesek nakupa gre direktno v fundacijo Healing Hands v tiste konce, kjer so direktno pomoči potrebni, brez posrednikov, kot tudi eterična olja. Še eno tako olje, mešanica, ki res lepo diši, je Hope, tudi v okviru Healing Hands, gre pa direktno za boj proti spolni zlorabi mladoletnih oseb, predvsem otrok. In sicer s posebno organizacijo OR Rescue. In dejansko to je ena od zgodb, enako tudi pridemo do slovenske zgodbe, kjer je Healing Hands podprl Lunino vilo pred 2 letoma. Tako da pač res te zgodbe je veliko in kar je najlepše, če poznate kakšen res lep dobrodelen projekt, ki rabi podporo, se lahko obrnete na svojo doTERRA mentorico, torej tista, ki vas je spoznala doTERRO in tudi mogoče vpeljala dišeče popotovanje, torej tudi v članstvo. Če še nimate ali če ne poznate nobenega, seveda se lahko obrnete name in skupaj lahko tudi odpremo, zaprosimo za odprtje Healing Hands projekta, kjer se skupaj zbira denar in ponovadi, če se določena vsota zbere, doTERRA lahko tudi se tako dogovorimo, da tisti drugi del podvoji ta znesek. Tako da pač res lepa zgodba. Vem, da sem vam zelo malo povedala o oljih, ampak se mi zdi ta stvar res fantastična. No, zdaj sem rekla, da imam tukaj frankincense, pa bom kar izrabila. Frankincense tudi lahko uporabljamo na prvi način. Prvi način je aromatičen, ki sem vam ga že prej opisala. Največkrat to uporabljamo, pa vam bom zdaj pokazala, v difuzorju. Ekskluzivno sem že včeraj in danes drugič najavno, ker včeraj je bila stvar čisto zaprtega tipa, tako da drugi tega še niso videli. Mogoče mi malo zdaj napišete, od kje gledate, če ste kje na morju, na dopustu, v hribih, ali ste doma, ali vam je vroče, tle skoraj zdihar vem, da mi boste vsi rekli ja, ampak imam za vas tudi eno rešitev, tako da kar poslušajte še naprej. Difuzor, tega, kar imam v roki, je popolnoma nov. To je nov v smislu, da še ni bil uporabljen, drugače že kar nekaj časa z nami. To je prenovljeni Petal 2.0, ki ima tukaj le 2 gumbka in deluje z velikim dozirnikom, kamor damo vodo in noter dodamo tudi samo eterično olje. Zdaj, en trik vam bom povedala. Ko začenjaš uporabljati difuzor, ga v več namenov. Ali želiš razkuževati prostor, ponovadi za to uporabljamo On-Guard mešanico, ali želiš ugodno vplivati na odpiranje dihal in noska in uporabiš največkrat mešanico Air, ali pa želiš enostavno tako mirno popoldansko ozračje po zelo, bom rekla, živahnem ali pa napetem dnevu in recimo uporabljaš sivko, ali pa jo skombiniraš, to si pa lahko tudi zapišete, za frankincense. Kako vedeti, ali ti bo nekaj v difuzorju všeč? Ta trik je meni res popolnoma spremenil uporabo v difuzorju. Odprem stekleničke, ki se mi zdi, da jih bom rabila. Zapeljem jih pod nosom in če vidim, da mi diši, kar mi zdajle očitno to rabim, bom dala to v difuzor. Ponovadi začnem ena kapljica enega, ena kapljica drugega in po potrebi potem ojačam. Tako da praviloma je več tudi pri difuzorju in tako ne riskiram, da dam nekaj noter in potem ugotovim, da mi smrdi. In ne vem zdaj, kaj naj s tistim in še škapljic se mi zdi škoda. Tako da to se mi zdi odlično raziskovanje. Dejstvo pa je, da vam bo nos povedal, kaj trenutno tudi najbolj rabite. Ko zdaj sem vam povedala nekaj variant za uporabo, pa gremo naprej, kaj je ekskluzivnega. Ekskluzivno je to, da vam zdaj kažem vse trenutno dosegljive difuzorje. In sicer, tale difuzor je imenovan Roam. Ta je popolnoma nov in sicer je prišel v ponudbo čist pred kratkim. Zelo je zanimiv, prvič, ker je iz recikliranega kamna, tako da tale del je zelo težak.
Hvala. In ima velik rezervoar, za katerega sem pozabila seveda, da je poln, tako da je šla malo po oljih, ampak nič hudega. V glavnem, predvsem pa je zelo, zelo dobro to, da ko se napolni, se ga lahko uporablja brezstično. Prav, to je eden od difuzorjev, ki se ga želite poleti uporabljati tudi na svoji verandi, sploh če imate težave z letečimi nepridipravi, ki jih seveda ne želite na svoji koži. Eno najboljših olj iz osnovne desetke, ki ugodno deluje na odganjanje takega letečega mrčesa, je origano. Zdaj lahko mu dodate nekaj kapljic limone. Če pa želite univerzalno, lepo dišeče olje, pa je nekaj, kar ni v osnovni desetki, pa sem vam danes vseeno sklenila pokazati, in sicer je to eterično olje citronele. Če imate izziv s tem, ko se sprehajate v bohotni naravi, da pač ne bi radi pobrali pa kakšnih plezajočih se mini insektov, takrat je pa odlična stvar iz osnovne desetke enostavno sivka. Tako da si lahko tudi z njej pripravite nekaj takšnega. Gremo naprej na difuzorje. In sicer naslednji difuzor se imenuje Pilot. Ta je zelo majhen, zelo priročen in enako kot Roam, deluje tudi brez kabla, ko se napolni, in je odličen tudi za postaviti v avto, ali pa kar jaz velikokrat ga vklopim, pa ko se sprehajam po hiši iz pralnice, pa grem v kuhinjo, gre enostavno z mano. Sploh če imate majhnega dojenčka, recimo mi smo že malo zdaj mimo tega, bi bila zelo hvaležna, jaz če bi imela kaj takšnega, ki bi šel pač z nama povsod po hiši, predvsem pa lahko gre z vami potem prek avta tudi v službo ali na popotovanje do vašega dopusta. To se mi zdi res tak zelo, zelo uporaben z majčkenim rezervoarjem. Potem naslednji difuzor, ki je tudi krasen in se je končno vrnil nazaj, je Lumo. Za Lumo da vam moram povedati, eno je, da ima tukaj leseni del dna, drugo pa je, da je prišel nazaj zelo lepo v kombinaciji s Serenity mešanico. To je taka krasna cvetna vaniljeva mešanica, ki umirja tudi zaspanec, umirja čustva. Tako da je res odlična izbira za umirjanje tudi vseh nelagodij s dihali. In to se mi zdi tudi ena od krasnih stvari, ker zdaj, ko je Serenityjem skupaj, je stvar zelo, zelo ugodna. Pa upam, da ste zdaj dobili malo predstavo tudi o velikosti pa o prednosti vsakega. Predvsem pa gremo zdaj na drugi način uporabe, in sicer to je uporaba na koži. Velikokrat mi rečete, Maja, to se pravi, v difuzorju zdaj vem, kako uporabljati. Okej, še ena stvar, ki sem mogoče pozabila, kako uporabljati v pršilki. To je tudi, če je aromatična uporaba. Jaz imam tukajle Good Hair Day, kar bi čisto koristno mi zdajle, zaradi tega, ker sem si ravno umila lase za tale live. In sicer dejansko v pršilke porabim ponovadi kar tele doterine, 30 mililitrske. Jaz dajem približno 40 kapljic eteričnega olja. Lahko mešate vsa eterična olja med seboj, odvisno kak učinek želite, in predvsem bistvo je tista končna številka. Jaz to potem dopolnim z destilirano vodo in pred uporabo pretresem. Odlično za trenutno čas, ki sem vam obljubila, da vam povem, je, da ko je zelo vroče, lahko naredite pršilko s peppermintom, in to smo se ravno danes v pop-up skupini tudi pogovarjali, dejansko, da krasno hladi in v bistvu en aromatičen način, enostaven, kako ga lahko uporabite, preden grem res na topičen gaz, je, da si naredite, če nimate difuzorja pri sebi, ki ste kjerkoli, da ga imate v torbici, in potem zaprete oči in globoko dihnete. In je res, kot da bi en tak vetrčev čez možgane in vas čisto osvežil, preostanek pa si jaz potem zelo rada namažem na zatilje, na vrat in v rokah sploh. Za občutek hlajenja, malo ko veter zapiha, res se mi zdi, kot da imam klimo, in tudi temu jaz kar rečem aroma klima. To je eden od načinov. Kar se tiče rečenja, ponavadi najbolj elegantno, če imate seveda pri sebi kokosovo frakcionirano olje, ki je razmaščeno, nima vonja in gre lepo čez kožo. Zakaj? Ko eterično olje, recimo za najstnike in odrasle, pokažem tukajle uporabo sivke, ko uporabimo eterično olje, upoštevamo navodila. Tukaj bom dala eno kapljico sivke zraven, ko si to razredčim in si recimo za umirjanje to namažem na pulzne točke, na zapestjih, potem tukaj tale vdolbinica za ušesi je odlična za to, iz kitajske tradicionalne medicine, lahko tudi tukaj na predel, kjer je ščitnica, in pa na srčni predel.
Lahko uporabljate eterično olje za čustva, pač vsako, recimo poprava meta je nasprotje tega, ker pač nam naredi oziroma na nas vpliva sivka. Lahko nanesete to tudi na aroma nakit, ki je ponavadi nekaj, kar mora imeti naravne perlice, lahko je to zapestnica, lahko so to uhani, lahko so to lesene špangice in imate dejansko pač ta aromadifuzor vse skozi pri sebi in temu pač rečemo še eden od načinov, kako lahko pasivni difuzor, tudi če ga nimaš takšnega, kot sem kazala, odneseš s seboj čez dan. Kar se tiče nadaljnjega, torej rečenje. Pokazala sem vam, kako se reči. Ko imamo mlajše, ponavadi na začetku uporabljam tako, da potegnem potem, razmažemo kokos in sem to namazala, ko sta bili malo večji, sem nagala na prst, kar je približno pol kapljice, pol kokos pa namazala. Ko pa delam stvari oziroma uporabljam stvari večkrat čez dan ali pa čez teden, pa si rada pripravim rolon. Seveda je odlično, zdajle ravno iščem, če iskreno si kar kupite tač tistega osnovnega olja, ki ga najpogosteje uporabljate, zaradi tega, ker ne bo nič dražje, kot če si to namešate sami. Če pa si boste mešali sami to ali pa recimo razne kombinacije, pa je moje osnovno pravilo doterina najnežnejša varianta 1:4, kar pomeni, da v 10 mililitrski rolon dam notri 40 do 60 kapljic eteričnih olj, kar pomeni za lažje razumevanje, 1 mililiter je približno 20 kapljic, kar pomeni 2 do 3 mililitre eteričnih olj, ostalo kokos. Tako da v bistvu tako pripravim moje rolone, ogromno receptov najdete tudi na mojem blogu, v mojih skupinah, članski še več, ker kot seveda članstvo in moje mentorstvo ima še to dodano vrednost. Nekaj malega najdete tudi na mojem Pinterestu, Instagramu, tako da lahko pobrskate. Nekaj video receptov pa objavljam poleg v skupinah tudi na svojem YouTube kanalu. Tako da boste našli zagotovo tudi, če ste mogoče so člani drugih skupin, ogromno tudi z tega vidika, čeprav morda niste v moji članski skupini. V glavnem, kar sem želela povedati, jaz mislim, da rečenje vam je zdaj jasno. Mogoče danes obrnem in ne grem po oljih, ampak grem čez težave. Včeraj sem to naredila in se mi zdi, da ste bili za to zelo, zelo hvaležni, zato danes poskušam povzeti približno, kaj smo včeraj imeli. Šli smo od glave do pet in sicer, kako uporabljati, ko čutiš res grozno napetost v glavi, eterična olja. Jaz rečeno namažem to od čela pa vse do zatilja. Ponavadi uporabljam zelo enostavno kombinacijo ali samo peppermint ali pa peppermint in sivko skupaj. Zakaj je ta mešanica še odlična? Odlična je za ugodno vplivanje na dihala, odlična je tudi za kožo, ki je bila mogoče nerodna, pa prejela nekaj vročega, kot sem jaz včeraj, ko sem vafle pekla. Takrat nanašam čisto, nerečeno, sploh če nastane mehurček, zato da lajšam takšno težavo. In potem na drugi strani, če je sonček malo preveč pobožal mojo ali kožo mojih otrok, zvečer rada uporabljam, se opravičujem, ravno to kombinacijo tudi v kokosovem olju. Tako da je res nekaj neverjetnega, peppermint hladi, sivka pa res ugodno vpliva na tako razdraženo kožo. Tako da to tudi odlično uporabite za napetost v glavi ali za dihala ali za kožo v takih situacijah. Še ena stvar sem se zdaj spomnila. Peppermint in sivko velikokrat uporabljam tudi pri višjih temperaturah. To je lahko, ko se ne počutimo ravno dobro in smo kar primorani kakšen dan preležati v postelji, ali ženske v starejšem obdobju, ko se počasi naš cikel plodnosti končuje in nas mogoče sem pa tja čez dneve srečajo taki res neverjetni valovi, višje temperature, je ta kombinacija odlična, kot rečeno, na iste točke, kot smo zdaj omenjali, lahko tudi na notranji del komolcev, pri gležnjih, za koleni, to se pravi povsod, kjer so ti limfni vozli, zato da res ugodno vplivamo in v bistvu kot en tak val olajšanja potem začutiš. Tudi mogoče tiste, ki ste še doječke, ste imeli mogoče podobno izkušnjo. Jaz sem jo imela, ker tako pravijo, da je to neko obdobje podobno perimeni, tako da pač se lahko v taki podobni situaciji znajdemo tudi v času tega. Potem naprej. Če imaš težave z sinusnimi vrečkami, se meni zelo krasno obnese za lajšanje v prvi vrsti. Mešanica R, ki odpira. Potem, če čutim zelo močno napetost, pa velikokrat izrabim ta namen nekaj, kar ponavadi ne bi pomislili, Deep Blue. Deep Blue odlično deluje in to prosim, da si res zapomnite, zapišete kakorkoli.
vpliva na zdravo odzivnost protivnetnih procesov. Povsod, kjer čutite res močno nelagodje ali občutek res močnega, bom rekla, samo kot nekega pritiska, se to odlično obnese, tako da tudi pri ušesu, za najstnike in odrasle, rečeno okrog ušeska, pa potem po bezgavkah navzdol. Če čutite zelo neprijeten občutek v predelu mehurja tam, drugače pa izvorno Diblu mešanica, ki lajša vse tegobe z mišicami in sklepi. Tako da v bistvu res neverjetno vpliva moji mami trenutno Diblu. Krema pomaga zelo pri močnih težavah v predelu ramena. Potem tudi, če imate občutek težkih nog, grem zdaj na noge, sploh v času poletja in močne vročine, peppermint rečen, če ne, pa potem lahko tudi Diblu res olajša, noro olajša, da imate res občutek lahkotnih nog in da greste zvečer normalno spat, da niso kar tako živahne in se noče umiriti. Skratka, res odlična izbira. Zdaj sem malo preskočila. Dihala. Za dihala si mažem na predeli prsi oziroma prsnega koša in med lopaticami. Ko govorimo o zgornjih dihalih, pa si mažem na zatilje in takole ob nosnicah ali pod nos. Največkrat za odpiranje dihal ali peppermint, ki sem jih že omenjala. Zanimivo pa vam bo, da nekaj, kar sicer ni izvorno temu namenjeno, velikokrat pri dihalih tudi pomaga. To je ZenJazz. Zanimivo je, pravijo, da so predeli sinusnih vrečk zelo povezani z našimi prebavili in če imate težave tle gor, probajte ta trik, res je neverjeten, da si rečeno ZenJazz namažete v popek. In mi sporočite, če boste do tega prišli in kakšno izkušnjo ste imeli. Mene je to čisto posedlo prvič in to res izkoriščam vsakeč, ko se mi kaj takšnega zgodi. Kar se tiče dihal, je pa drugače, ko pridemo do tiste glasne stvari, ki jo težko prenašamo po tiho, govorimo o pokašljevanju, sploh takšnem, ko sploh ne moremo, ko imamo občutek nekega dražečega dela ponavadi ali tukaj ali v tem delu in se to ne umiri, sploh ko se uležemo, takrat lajšamo to težavo z sivko, tukajle kar še enkrat pokazala, torej sivko, potem z čajevcem in pa frankincense, tukajle jih imam vse tri. Tako da to je pa odlična kombinacija, ne samo za umirjanje dihal, oziroma zapomnite si vedno vse, kar je za umirjanje težav z dihali, je vedno dobro tudi za umirjanje čustev in kot tretje, je vedno dobro za umirjanje težav na koži. Kot če govorimo o enem univerzalnem receptu za vsa nelagodja in težave na koži oziroma želite zdrav izgled kože, izberete to troje, torej sivko, kadilo, torej frankincense ali franki in pa čajevec oziroma melaleuka oziroma tea tree v sedanjem in pa še prejšnjem tudi še latinskem izrazu. Tako da si znate predstavljati. Limono sem vam že malo predstavila, pri nas je res v kulinariki in pijačah, v sladicah, v vaflih, palačinkah, v pecivih, tudi v aromastolnici, aromaoljnici, pač v kulinariki res izrabljamo kot bi limonino lupinico, ker pač kot rečeno je to 1:1 v naravi. Predvsem pa limono tudi zelo radi uporabljamo za čistila, tako da lahko uporabljate tudi za čiščenje kože. Edino pomembno je, da si zapomnite, da citrusi so kot šentjanževo olje, kar pomeni, da če bi šli na sonce, postanemo lisasti, tako da je res čudovito, da dejansko to uporabljate zvečer in sicer uravnava tako sivka kot še čistilno in tudi to zraven limona. Lahko to vklopite zvečer v kakšen, to se pravi serum ali tonik ali kremo ali čistilec za ta del. Limona pa ima še en dodatni učinek, tudi jaz sem imela tukaj res globoko izkušnjo, čeprav danes moram reči, da sem razvajena, res odločena za brightening gel, za svetljenje polti, če imate težave s tem, da na soncu, kljub temu, da se paste, velikokrat dobite polt, ki je malo temnejša na določenih delih, je limona ob večerih odlična stvar za reševanje oziroma za podpiranje te težave. Potem gremo naprej na prebavila. Omenjala sem že ZenJazz. Vse, kar je v zvezi s prebavili, mažemo rečeno v smeri urnega kazalca. Zdaj ne vem, če se tole vidi v pravi smeri, ker mislim, da je zrcalno, v predel trebuha. Ampak zanimivo je, da najbolj se skupaj meni vpliva, če to namažem rečeno najprej v popek, potem pa še dejansko v predel trebuha in tudi, zanimivo,
ob menstrualnih težavah na predelu rodil ali ob težavah, kot sem že prej rekla, recimo Deep Blue za težave z mehurjem in tudi lajša Zengest. Tako da res Zengest je res odličen za vse omenjeno, hkrati tudi, ko smo rekli, to povezavo s sinusnimi težavami in za lajšanje dihalnih tegov. Tako da ga pač zopet želim, da vidite, kako širino dobite z eteriko in tudi, da imate res vedno v mislih, da vse lahko kombinirate med seboj. Recimo meni je novi fenomen, da sta Deep Blue in Zengest odlična v difuzorju, če jih skombiniram z kakšnim citrusom, sploh recimo Deep Blue s pomarančo, ali pa na drugi strani, da skombiniram Zengest z zeleno mandarino. In pač pride res neverjetna parfumska in, bom rekla, čustvena, prijetna bomba v difuzorju. Potem o mišicah in sklepih smo že povedali, o koži smo povedali, zdaj gremo pa še malo na čustva in gremo še malo na ugodno delovanje, na zdravo odzivnost živčnega sistema. Eno eterično olje bo tle prvo za izpostaviti, in sicer to je kadilo. Naše kadilo frankincense je edino na trgu, svetovnem trgu, ki je narejeno iz štirih različnih vrst drevesa bosfelije iz njihove smole, tako da imajo z tega vidika res noro kemijsko moč. Je dejstvo, da ravno zaradi tega res dobi neverjetno kemijsko sestavo in velikokrat radi rečemo, da je frankincense, kot da bi združil kančke delovanja vseh ostalih in je učinkovit, a hkrati še vedno nežen, zato je tudi ponavadi prva izbira, ko pride do najmlajših. Jaz imam pa odlične izkušnje, v moji skupini so članov, kar nekaj mamic je, ki imajo otročke, ki imajo težave na področju živčnega sistema. In sicer pač nekaj, kar imajo večinoma že od rojstva, in se frankincense, ki uradno tudi po raziskavah deluje na zdravo odzivnost celice in celičnega DNK, lahko vpliva res na neverjetni ravni. Tako da ga za vse omenjeno uporabljamo zdaj v kozmetiki največkrat zaradi pomlajevalnega učinka, seveda se ga izrabi za ta lepotilni del, medtem ko dejansko, če imate težave tudi s kakšnim predelom ali organom, pač lahko za podporo dodatno uvedete poleg še rečeno ali pa usmerjeno kakšno prehransko dopolnilo še za podpiranje in lajšanje te težave. Je pa odličen za močno napetost v glavi in sicer na nenavaden način, ki se ga lahko uporabi. Jaz dam peppermint ali pa franki takole na prst in ga pritisnem na mehko nebo. Se pa izredno dobro to obnese tudi ob vseh šokantnih dogodkih, ker je, kot da bi v pol minute dobili dekso miru, nič ne boste takšni, ampak dejansko res te spravi v svoj center, te umiri in je neverjeten. Marsikdo ga recimo v te namene tudi zjutraj oziroma ob jutrih kane kapljico pod jezik. Tako da nekaj zdaj tega sem povedala za živčni sistem, mogoče samo še omenim, da je super točka za mazanje ravno tukaj na zatilje, to se pravi rečeno. Lahko ga skombinirate tudi še z ostalimi olji, odlično gre skupaj z sivko, skupaj ibo in tudi dejansko ga lahko dodajate ostalim, da nekako kemijsko dopolnite toliko, bom rekla, učinkovanje, da z tega vidika in zaradi tega rečemo, da jača delovanje ostalih eteričnih. Gledam, če sem kakšnega še pozabila. On guard. Ja, seveda. Imamo dve mesti na telesu, podplate in hrbet, torej hrbet s celoto pahljačo živčnega sistema in podplate z refleksnimi točkami za celotno telo od glave pa vse do medenice, ki jih lahko izrabite, ko hočete celostno vplivati na telo. Sivko za umirjanje, potem za hlajenje peppermint in tako naprej. Seveda primerno pri najmlajših izberete primerno olje. Ampak glavna stvar, ko želimo podpreti zdravo odzivnost imunskega sistema, pa je ena in najbolj prepoznavna mešanica dotere zagotovo On Guard. On Guard je tudi ta mešanica, ki je ena najlepše dišečih, ker se spomni na družino, na praznike, in to je pomaranča, cimet, klinčki, evkalipt in rožmarin, tako da si lahko predstavljate, če ga še niste vonjali, in je nekaj, kar ponavadi jaz ob jutrih ali pa vsaj ob večeru namažem potem na podplate sebi ali svojima malči, oziroma da nista več malčici, ampak že kar punčki, dejansko za zdravo odzivnost imunskega sistema. Ko pa se zgodi, da se počutimo slabše, pa takrat, to je še ena od stvari, ki me sprašujete, Maja, koliko pogosto nanašati,
ko je težava velika, močna, nanašam 20 minut, 20 minut, 20 minut, to se pravi parkrat na 20 minut, ker ko gre eterično olje čez kožo, s kokosom, ki ga lažje tudi ponese, gre v krvni obtok, deluje v svoji največji moči 20 minut, potem pa izgublja svojo moč. Tako da, če želite neprekinjeno aromaterapijo, lahko mažete nekajkrat na 20 minut, ali pa jaz rada rečem, ko težava je prisotna, ni pa zelo močna, to počnem na približno 2 uri. Dam 20 minut aromaterapije, potem pa pustim telesu, da se samo odzove na stimulans eteričnega olja. Tako da zdaj pa res mislim, da sem šla čez vsa glavna olja, da vam jih predstavila. Še veliko drugih stvari je. Za zaključek predvsem želim, da veste, da doTERRA res s tem, kar sem na začetku povedala, če ste zamudili, boste lahko pogledali, res nudi neverjetno kvalitetne izdelke in kot rečeno, marsikdo bi se lahko zgledoval po takšnem modelu, tako co-impact sourcingu kot CPTG principu kvalitete, ki ga je doTERRA zbrala, ker pač so enostavno uradni certifikati za doTERRO premalo strogi. Če ste to zamudili, poslušajte nazaj, ampak doTERRA res ima in ponuja še ogromno drugih izdelkov. Ena od teh stvari je tudi kozmetika. In sicer vam najprej kažem tudi obrazno kozmetiko. Jaz vedno rečem vsakmu, da moraš dati priložnost vsaj enemu izdelku, mogoče za začetek vsaj hidratantni kremi, ker dejstvo je, da pri doTERRI za nego obraza nudimo nekaj, kar je za problematično kožo v popolno naravni formuli za, bom rekla, zrelo kožo in potem še naravno prenovljena, res zelo, zelo vrhunska kozmetika, Essential Skincare, katere del je tudi tale krema, ki sem vam jo pokazala, in kar je najbolj pomembno, učinkuje noro in je zelo, zelo finančno dostopna, oziroma jaz bom rekla celo velikokrat cenejša kot marsikaj na trgu s takšnim učinkom. In enako je tudi za vse ostale doTERRine izdelke, tako da če imate v glavi mit, da je doTERRA draga, poglejte kapljično porabo. Jaz sem šla enkrat, ker sem picajzel, računati, koliko bi bila neka naravna zadeva, kapsula v lekarniških, drogerijskih krogih in je ena kapljica za ingesta cenejša in enako je bilo z vsem ostalim. Mislim, da imam celo v mojih Facebook skupinah nekje še to mojo raziskavo objavljeno. Po drugi strani, ko pa pridemo do vsakdanjih izdelkov, takih, ki jih itak vsi imamo in rabimo, pa je res doTERRA vrhunska v kvaliteti, v učinku in zelo dostopna po ceni. Če želite naraven dom, brez sintetičnih detergentov, čistil, parfumov in vsega osvežilcev, morate pogledati tudi kolekcijo iz On Guard mešanice. Tole čistilo ponavadi res šokira ljudi, ker neverjetno učinkuje, tako lepo diši in tako enostavno je za uporabo, ker je koncentrat. Potem imamo seveda pozabila sem jo naštimati, ker mi jo je gor moj dragi odnesel, zobno pasto, predstavljate si, da jo imam tukajle, in usna voda, ki je res neverjetna in ima zopet On Guard okus. Potem so tukaj ravno, ker danes svojega tudi nekaj praska povrlo, je bilo tole zopet v uporabi. Zdaj iščem, kaj še tele imam, to se pravi dropsi, bombončki, potem take granulce iz On Guarda, pa še kapsule tudi obstajajo za podporo zdravi odzivnosti imunskega sistema. Pa druga velika kolekcija je za prebavila. Znotraj najdemo tudi, boste rekli, kaj, tudi to ima doTERRA, to so prehranska dopolnila. Naravna, nepredozirana, ker ni strahu, da ne bi delovala kot pri mogoče komu, tako da so pač res prijazna do človeka in upoštevajo že, da smo nekaj dobili z uravnano prehrano. Če imate še pomisleke, prehranska dopolnila dali, preglejte na mojem blogu za vsakdom članek. Mislim, da, ker jaz sem šla tudi po poti tega dvoma, tako da pač vas zelo razumem in sem pač te svoje stvari, ki jih do zdaj vem, seveda ne vem vsega, ker itak me življenje in pot uči še naprej, sem večna učenka in študentka, kar se tega tiče življenja in vsega iz področja naravnega in naravnih rešitev. Je pa res tole nekaj, kar je neverjetno dosegljivo. Jaz ne vem, če veste, da tole v bistvu bi na trgu stalo tam $600, doTERRA pa je to naredila kot eno tako dodano vrednost članstvu, in sicer, da dobite to lahko za malih 87 €. Lahko imate, če jemljete ali pa imate potrebo po polovični dozi, to 2 meseca. Predvsem pa, kaj vam želim povedati, kaj je to meni dalo leta 2015.
boljše počutje, neutrujenost tam okrog 5. popoldne, občutek zvečer, da je bil dan dolg, ampak da sem vse storila z lahkoto, urejena prebava, predvsem noro boljši lasje in boljša rast las, bolj krepki nohti, potem lepši izgled kože, na splošno pač res vse splošno dobro počutje, tudi tam, kjer mi je včasih petko, pač kakšno nelagodje sem čutila, pač dejansko res ne veš, da se lahko počutiš, dokler pač tega res ne jamneš, ne, pač misliš, da si v redu in da pač tukaj je, leta so tle in mene je to res presenetilo in to je bilo v času moje druge nosečnosti, tako da je neverjetna stvar, ni kura, ampak je mišljena kot na dnevni ravni za podporo in deluje na vse telesne sisteme, govorimo srčno-žilni, potem živčni sistem, prebavila, dihala, zdrav odzivnost imunskega sistema, ker pač mikrohranila so res, rečemo, glavni orkester tega, kakšnem stanju naše telo seveda je, a ne. Tako da s hrano, če mislite, da dovolj dobite, odlično, mislim, tudi jaz sem bila tega mnenja, pa zelo, zelo delam na tem, še vedno vsako leto še bolj, pa ugotavljam, da kakorkoli obrnem ploščo, pač potrebujemo prehranske dodatke. Tako da res poglejte si, da si boste mogoče lažje predstavljali in tudi ustvarjali seveda čisto svoje mnenje, kar je pa bistvo. Mene je samo pomembno, da dan naprej kar vem, kaj pa vi naredite s tem, je seveda čisto vaša stvar. Potem naslednja stvar, imamo še šampon, imamo potem negovalni balzam, ki se ga lahko uporablja tudi kot penico za britje. Ta šampon te šokira, ker je eden za vse tipe las, neverjetno malo ga porabiš, odlično deluje za vse težave, nelagodja lasišča in predvsem spodbuja tudi zdravo odzivnost rasti in lasnih mešičkov. Tako da potem imamo celo kolekcijo, ki seveda je naravna za telo, imenuje se spa kolekcija. Tale body wash je postal pravi hit in je čisto cela kriza, če ga zmanjkuje oziroma ko ga nekaj časa ni bilo na voljo. Imate meglico za žensko, jaz mislim, da bi to vsaka ženska mogla imeti, ki se imenuje Beautiful Body Mist. Potem prehranska dopolnila obstajajo seveda tudi za otročke, tako kot je LLV za odrasle, obstaja tudi A to Z in pa IQ Mega, noro, cenovno, bom rekla, ne samo dostopen, velikokrat ugodnejši kot marsikaj na trgu, kar ni naravno in je učinkovito, to se pravi, to dvoje res toplo priporočam. Pozabila sem si pripraviti še otroške probiotike, imam pa tukajle odrasle probiotike, tudi to ima doTERRA, naravne encime, razlika med njima je, da ta probiotiki skrbijo za zdravo floro bakterij, medtem ko encimi pomagajo presnavljati nekaj, kar mogoče naše telo težje ali pa nekaj, kar nam ustvarja težave, recimo jaz imam težave z pekočino v predelu zgornjega dela želodca in vse tukajle do požiralnika, če se preveč najem, kavo recimo pač moram zelo, zelo razumno piti, pa predvsem res tudi pač ne smem glih se napokati kakšnih kislih stvari, če pa že, mi zelo pomaga lajšati to, včasih, ko si pač na kakšnih zunanjih pač koncih, kjer pač ne moreš prilagoditi vsega, kot bi doma. In še ena stvar, ki mi je res odlična za tako lajšanje, je zenčesto v obliki pastil. To je pa ena najcenejših stvari, ki sem jo jaz tudi odkrila šele 2 leti nazaj in jo toplo priporočam, ker zelo lajša tudi dihalne težave. Tako da res je ena postranska izkušnja. In to je to, kar v bistvu odkrivamo tudi v svetu, bom rekla, članstva, da se ogromno naučimo eno drugega. Jaz sem se danes tudi ravno v pop-up skupini, ki jo imamo v koži, ogromno naučila od vas. In pač poanta je, da nihče ne ve vsega, ampak skupaj lahko raziščemo toliko in nagruntamo toliko finih novih stvari, idej, receptov. In to je zame najlepši del članstva. Zdaj, ko govorim o članstvu, mi rečete, ne, članstvo, križ na to, zato ker pač sem navajen, da moram pri članstvu skozi kupovati. To je pa najlepša stvar in zdaj vam bom tudi povedala, kako doTERRO lahko dobite in tisti, ki jo že kupujete, kako jo dobite najugodnejše. Meni je bilo zelo všeč pri članstvu, da ni obvez. Torej, jaz sem se včlanila, ker je bilo cenejše in vam dam za občutek, tukaj sem tudi pripravila, imam na tleh, da mi je tole uspelo pokazati, ker imam tukaj res polno stvari, ki sem vam jih želela pokazati. In sicer imam pripravljen Home Essentials paket, ki vsebuje brezplačni fetal difuzor in pa 10 osnovnih eteričnih olij in mešanic. Takole v takem paketku približno pride. No, in za tega smo z eno punco, na kateri predstavitvi, oziroma sem bila na predstavitvi z njo, oziroma je spoznavala olje, zdaj ravno včeraj, da če bi to ona vzela po redni ceni posamično, bi dala krepko čez 400, že kar blizu 500 evrov.
če bi posamično to vzela po članski ceni in plačala članarino, da dobi 25% popust, članski, bi dala 480 cirka, ampak ne 480, 380, ja, tam je bo 480 redna, 380 članska posamično, ampak dejansko je paket 283,54, če si ga vzameš kot članstvo. Zakaj vam to govorim? Ker jaz tega, ko sem se učlanjevala, nisem vedela in bi si želela, da bi mi nekdo to povedal, ker ko sem jaz vzela ta mali paket, isto 10 olj, brez difuzorja, samo da so 5 mililitrske, ne 15, mililitrske stekleničke, kar pomeni 3-krat manjša količina olj, z izjemo Deep Blueja, ki je vedno 5 mililitrski, in sem v bistvu dala samo enkrat manj denarja, dobila pa v bistvu 3-krat manjšo količino, pa še brez difuzorja. In če bi mi nekdo povedal, da obstaja nekaj takšnega, sicer takrat res, da zraven Home Essential, ne vem, če veste, takrat še ni bilo difuzorja, ampak mislim, da je bil Pastens, če se prav spomnim, bi bila zelo hvaležna. Tako da rajš mogoče počakajte, če se odločate, čeprav po drugi strani pa je ravno čas poletja ponavadi takšen, da je odličen za učenje, zato da smo potem na jeseni, zimo, imam kar nekaj takšnih članov popolnoma pripravljeni in z veseljem povem, vsi so člani naše skupine, v tednu, 2 osvojite to, kar sem sama približno v enem letu. Ker zdaj veste, kako rečeti, kaj mazati, kolikrat mazati, kaj uporabljati, kaj kombinirati, kaj je za kaj. In to pač dobite znotraj članske skupine in seveda tudi mentorstvo. O mentorstvu naj povem, da če slučajno se odločate za eterična olja, se obrnete na osebo, ki vas je spoznala z doTERRO, ker to so v bistvu čudovite osebe, ki bodo tudi vaši bodoči mentorji. Tako da vam oni pomagajo tudi popraviti prvi nakup in vas tudi potem usmerjajo naprej. Hkrati pa, če nimate svojega mentorja in si želite mene ali pa če ste prek mene spoznali doTERRO in se želite odpraviti na svoje dišeče popotovanje, ali če že imate nekaj stekleničk doma in ste ugotovili, da ste res že popolnoma preplačali vse po redni ceni, in po drugi strani tudi, da ne veste, kaj delati s tistim, to je meni najpiš recimo, da vam stoji na polici, potem seveda se lahko obrnete in pogledava, kako lahko začnete, ker začnete lahko s paketom, ki vam oprosti članarino, da gratis difuzor recimo, obstajajo pa še drugi paketi, recimo Home Essentials, potem obstaja paket za čiščenje telesa, tukaj spodaj ga imam, ravno gledam, kam sem se skupaj postavila, to je Cleanse and Restore, paket z prehranskimi dopolnili, tako da večino teh, ki sem jih zdajle omenjala, pač jih potem dobite. Lahko pa se enostavno res včlanite tudi s posamičnimi eteričnimi olji, torej članarina, pa en izdelek ali pa več izdelkov. Predvsem pa, tisti, ki ste že člani, pa veste, da je zelo lepo darilo članstva to, da imaš na izbiro neobvezni program zvestobe, ampak da dejansko s tem dobiš lahko pri enem nakupu na začetku, ki je vreden 58 evrov, 12 evrov nazaj kot v nekaj obliki bonov, torej v točkah in zato izbereš brezplačne izdelke. Po enem letu pa si lahko že toliko dvigneš procent povračila teh točk, da pri istem 58-evrskem naročilu dobiš nazaj že kar 22 točk, ki so vredne kot 22 evrov. Tako da brezplačna olja, tako da promocije preverite mesečne, bom nalepila tudi zgoraj seveda povezavo, kjer vsak mesec lahko pogledate, kaj je trenutno aktualno. Obstoječi člani imate pa tako še vsak mesec možnost brezplačnega izdelka za nakupe 125 točk do vključno 15. Bogoti so, enega zagotovo pričakujemo ponovadi lahko pomladi, enega poleti, enega jesen, potem so 200 pa v promocije, pa potem flash sale, glede na sezono in potrebe nas, tako da ogromno stvari, ogromno brezplačnih izdelkov, predvsem pa, da se jih da izrabiti na toliko načinov in da jih članstvo v bistvu res vam pomaga spoznavati skozi pop-up skupine in svetovanja in skozi v bistvu usmerjeno izobraževanje, tako, ko vam ne vzame nič časa, ker velikokrat najdete odgovor že pod lupo v članski skupini, vse te stvari. Tako da, če imate še kakršnokoli vprašanje, seveda dobrodošli, se obrnete name. Če potrebujete seznam za pakiranje, za oddih ali v času poletja ali pa kasneje, ali pa recimo za čas poletja, če potrebujete tudi razne trike, recepte, mi pišite na maja@zavsegdom.si ali me kontaktirajte na Facebook na zasebno sporočilo ali na Instagramu. Predvsem pa, da veste, da doTERRA niso samo olja,
Obstajajo seveda tudi paketi, ki so zelo usmerjeni, recimo tukaj imam še enega zelo luštnega za najmlajše, ki so v takih luštnih rulončkih za vse težave in nelagodja. Za čustva seveda imam še tukajle, to vam še pokažem, recimo paketek ali pa posamično za vsako podporo čustva in razpoloženja, potem stare čustvene mešanice oziroma tiste prvotne, kot je Serenity, Balance, in posamično olje. Tako da vse to je doTERRA smo na koncu koncev tudi mi. Tako da, ko ste zdaj bili z mano, ste tudi spoznali kar velik del tega, kar doTERRA je. Hvala, ker ste bili z mano. Vsega skupaj smo se družili kakšno urico, ampak iskreno vam povem, in to se res si vzamete za sveto, velikokrat sem sama za to, kar sem vam zdaj povedala, oziroma če se štejem, porabila kar nekaj let. Tako da upam, da vam res ni težko vzeti tole urico časa, magari po kosih pogledati, ker tole pa pustim v svoji Facebook skupini, tudi kmalu naložim na svoj YouTube kanal, da bo ostalo za vedno. Vse, kar pa je aktualnega, promocij, pa seveda lahko dobite na vseh mojih kanalih in mi sledite na svojem najljubšem. Hvala še enkrat, dobrodošla vsa vaša vprašanja in seveda dobrodošli kakorkoli tudi v prihodnje v naši družbi. Lep večer in hvala.